No, tako lep pozdrav vsem skupaj, ki ste se nam pridružili v tem medmrežju. Naša srečanja seveda v času epidemije izgledajo tako nadaljavo. Pozdravljeni na še enem webinarju, tokrat namenjenem dezinformacijam, lažnim informacijam, zavajanjem in vsemu tistemu, kar nas v tem času, ko so pomembne, verodostojne informacije še kako nujne za spopadanje z epidemijo, odvrača od boja z njo. V družbi dam bom danes, 4 dame bodo z mano danes, evropska poslanka Tanja Fajon, lep pozdrav. Lep pozdrav vsem. Prav tako evropska poslanka Irena Joveva, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Infektologinja doktorica Mojca Matičič, lep pozdrav tudi vam. Lepo pozdravljeni. In Janja Božič-Marolt, direktorica Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana. Lep pozdrav tudi vam. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Še 5. damo moram pozdraviti v naši sredi, to je Manja Topljak, vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Lepo pozdravljena in tudi ob tej priložnosti te prosim za nagovor ob začetku tega webinarja. Hvala, Seko. Lep pozdrav vsem skupaj. Pozdravljeni še na našem zadnjem spletnem spletni razpravi. To je namreč zadnji v seriji 12 spletnih razprav pod skupnim naslovjem Evropejci proti COVID-19. Zelo nas veseli, da so zadnje pol leta na teh poglobljenih pogovorih z evropskimi poslankami in poslanci, da smo lahko gostili vodilne slovenske strokovnjake z različnih področij, od medicine, farmacije, ekonomije, pa do kmetijstva, socialne politike, ekologije in zunanje politike. No in ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi Uradu Vlade za komuniciranje za odlično sodelovanje, kot tudi vsem predstavnikom vlade, ki so na naših webinarjih predstavili aktualne ukrepe za zajezitev pandemije in blaženja njenih posledic. Današnja tema je izredno aktualna, torej dezinformacije, tako kot porast okužb. Na zadnjih tednih skrbi tudi porast netočnih in zavajajočih informacij o koronavirusu. EU se intenzivno bori proti dezinformacijam, med drugim tesno sodeluje s spletnimi platformami in jih spodbuja, da poudarjajo verodostojne vire in vsebine, ter odstranjujejo vsebine, ki se izkažejo za napačne, zavajajoče in ki so pogosto tudi škodljive. Na koncu bi še prav lepo pozdravila in se zahvalila našim današnjim gostom, da boste z nami danes delile svoje poglede, strokovnost in izkušnje. Hvala vsem in se že veselim razprave. Hvala, Manja Topljak. Morda kar zarežemo v sredo stvari. Pred dnevi smo prestopili tisto magično, tragično številko milijonte smrti zaradi koronavirusne bolezni. In v teh mesecih spopadanja z virusom je pravzaprav teklo eno trojno dogajanje. Hkrati smo poskušali virus razumeti, poskušali smo ljudem pojasniti, za kakšno bolezen pravzaprav gre. Vse skozi pa so se seveda pojavljale tudi vse možne dezinformacije, ugibanja, hkrati tudi vse možne teorije zarote. Morda, doktor Matičič, za začetek, verjetno ste že siti te krilatice, da gre pri bolezni COVID-19 zgolj za malo hujšo gripo. Zdi se, da ste se prav toliko kot z virusom morali boriti tudi z to miselnostjo. Morda za začetek vprašanje, kakšna so najnovejša spoznanja, pravzaprav glede dejavnikov tveganja za tisti težek potek bolezni COVID-19, ki je seveda najbolj zastrašujoč? No, najlepša hvala za to iztočno vprašanje, ki je pravzaprav zelo pomembno. Namreč medicina, saj veste, ni od včeraj. Medicina, tisto, kar nam danes ponuja, je plod stoletnega, če ne tisočletnega dela, opazovanja, raziskovanja, potrjevanja in resnično
medicina je empirična veda, to je temelj njenega delovanja in to, kar smo dosegli v tem letošnjem letu s spoznanjem o koronavirusu oziroma o novi bolezni COVID-19 je neverjeten rekord. Namreč medicina je resnično združila vse svoje moči, vse zaloge, vse najboljše na celem svetu. To je pomembno poudariti. Združila se je tako znanost, znanje kot tudi tehnologija in seveda že od spomladanske epidemije pa do zdaj jesenske, če smem tako imenovati drugi val, je marsikaj novega. Ampak tisto, kar je res pereče in kar je naš sovražnik, je pa čas. Namreč v medicini časa ne moremo kupiti in stvari ne moremo prehitevati. Raziskave so tiste, ki so temelj dognanja. No in dobrih 9 mesecev je, odkar poznamo bolezen, dobrih 8, odkar povzročitelja poznamo, pa res je bilo precej novosti že od pomladi do zdaj. In če ste me vprašali ravno o teh dejavnikih tveganja za težek potek, vemo res, da je bolezen lahko poteka še blažje kot lahka gripa, lahko poteka popolnoma brezsimptomno, lahko poteka kot neka pljučnica, bom rekla običajna pljučnica, lahko pa res v težki obliki in vsi stremimo v medicini za tem, da bi prepoznali vnaprej, kdo bo imel težko obliko, da bi se lahko tudi ustrezno zavarovali, da do tega ne bi prišlo. No in najpomembnejši dejavnik, striktno potrjen, je starost. Otroci običajno prebolevajo blago, medtem ko starejši od 70 let sigurno predstavljajo skupino, ki ima velik dejavnik tveganja za hud potek bolezni. In če so pa starejši od 80 let, so pa raziskave potrdile, da imajo 20-krat večje tveganje za hud potek bolezni kot tisti v 50 letih recimo. Potem je spol, moški so sigurno bolj tveganje za težek potek okužbe kot ženske. Vzroki se tukaj še raziskujejo, vendar je to dejstvo, vse študije so praktično to potrdile. Potem seveda določene predhodne bolezni, temeljne kronične bolezni. O hipertenziji vemo že od vsega začetka, se pravi zvišanja krvnem tlaku, debelosti, sladkorna bolezen, kronične srčne, pljučne in ledvične bolezni. Zadnje, kar je, in to je prav moje področje delovanja, tudi kronične jetrne bolezni, so tisti hud dejavnik tveganja za težek potek. Če ima nekdo končno cirozo, se pravi res težko kronično jetrno bolezen in če rabi umetno predihavanje, ima samo 10% šans, da bo preživel. Torej, resnično raziskave so tle veliko napredovale. Potem so dejavniki iz okolja, kajenje, to se vsi sprašujejo seveda. Zelo so bili deljena mnenja, ampak mnenje zadnje metaanalize je, da tako aktivno kot pasivni, torej sedanji kot pretekli kadilci, imajo večje tveganje za težek potek. Seveda so tukaj še razne minorne skupine, vulnerabilne skupine ljudi in pa genetika, to so pa najnovejša dognanja, namreč želijo, pravzaprav znanost želi ugotoviti, ali lahko vnaprej določimo, glede na naš genski zapis, kdo bo bolj podvržen težkemu poteku bolezni ali ne. Vemo za nek kromosom 3, variabilnost na tem kromosomu, potem o krvnih grupah je bilo veliko rečeno, tudi medijska pozornost je bila posvečena temu, namreč krvna grupa A, tisti, ki jo imajo, naj bi bili bolj nagnjeni težkemu poteku, krvna grupa nič manj. In zadnje raziskave, neka avtoprotitelesa proti interferonom, recimo tudi so nekako povečajo nagnjenost v težkem poteku bolezni. Tako da znanosti ne moramo prehitevati, to je tisto dejstvo. Čas je naš sovražnik, ampak vendarle veliko vemo. Ne moramo reči Sokrat, vem, da nič ne vem. Vem, da kar precej že vem, ampak premalo. V prvih mesecih epidemije je deloval klicni center, vi ste ga vodili, tja so se stekala številna vprašanja zaskrbljenih, niti ne bolnikov, državljanov. Tam ste verjetno morali odgovarjati tudi na vprašanja, ki so posledica dezinformiranosti, napačne informiranosti, ne zgolj strahu. Ja, mislim pa, da je treba najprej razložiti, kaj sploh je bil ta klicni center, ker ta klicni center je bil resnično en unikat v svetovnem merilu, tako glede svoje strukture, glede vsebine in tudi glede operativnosti. Bil je
mesto centraliziranih informacij, enostavno dostopno za vse vrste javnosti, poenoteno obveščanje in osveščanje prebivalstva je bilo, sprejemali smo pobude, če ni bilo informacij, smo jih pridobili, povezovali s določene inštitucije, da so dale nove smernice ali kakorkoli. Složili smo barometer celo za odločevalce, kaj se dogaja v bazi, in pa seveda bili smo nekakšna rama za ljudi, ki so se na nas oslonili, če so bili v osebni stiski ali pa celo psihološki stiski. Tako da dejansko 50.000 vprašanj smo dobili v 3 mesecih. Na vprašanja so odgovarjali študenti medicine višjih letnikov, kar je bila res posrečena izbira svetovalcev, ker končno sovražnik tukaj je iz medicinskih krogov, to je virus. To so bili študenti, ki so že imeli absolvirano znanje z infektologije, epidemiologije, psihiatrije in tako naprej. Imeli so pospešen, intenziven tečaj o veščinah komuniciranja, o recimo etiki pogovora po telefonu. Res pa je, da so imeli tudi neverjetne osebnostne kvalitete, neke, kako bi rekla, pravovernosti in dojemanja. Tako da ta klicni center si je dejansko pridobil zaupanje ljudi, ga je vzdržal in obdržal. In najbrž zaradi tega, ker je podajal kvalitetne informacije. Se pravi, te informacije so bile definitivno ažurirane, preverjene, objektivne, zanesljive. Poleg tega so bile pa podane empatično in na nek razumljiv način, tako da so vzbujale zaupanje, pa še nekako bile so individualne, kar se mi zdi tudi pomembno, ker so na ta način je bil možnost postaviti dialog. No in seveda med 50.000 vprašanji si lahko predstavljate, da je bilo toliko različnih vprašanj, dilem, pobud, scenarijev, da presegajo na dobro domišljijo, ampak med njimi seveda je bilo tudi dosti vprašanj, ki so temeljila na dezinformacijah in celo na teorijah zarote. Tem smo se še posebej posvetili, študenti so bili nekako zverzirani ali pa so se tekom dogajanja zverzirali, da so to obvladovali, včasih smo morali seveda tudi skupina, seveda je bila tam v pomoč skupina 21 različnih inštitucij, državnih organov, se pravi strokovnjakov, ki so vse skozi bdeli nad tem. No in dejansko nismo imeli čist nobenega izgreda in se mi zdi, da smo veliko ali pa skoraj vse te dezinformacije in vprašanje tudi pomirili oziroma jih usmerili v pravo stran. Najdaljši pogovor ravno pri teoriji zarote je bil 1:29 minut, tako da si lahko predstavljate, da smo se temu res posebej posvečali. Ampak kot rečeno, ni bilo na drugi strani smo imeli resnično populacijo sogovornikov, ki je bila zelo, bi rekla, odgovorna, zelo dostojna, zelo prihajala iz tehtnimi vprašanji in dejansko smo dobili občutek, da ne prevladujejo v tistem času dezinformacije, ampak da je res Slovencem mar, da si želijo pravih informacij, da jih dobijo. Mnogi so se vračali ponovno z vprašanji, nekateri so se nam samo zahvaljevali, da smo in da operativno delujemo v taki obliki one-stop shop, če smem temu tako reči. Ampak vendarle mislim, da je bil ta kredibilnost, se pravi dostopnost vsakomur, kredibilnost, neprestano smo bili neposredno na voljo in pa seveda empatičen in razumljiv dialog. Mislim, da je bil to razlog, da je ta klicni center res zgodba o uspehu, ampak poudarjam, deloval je 3 mesece. 3 mesece epidemije, spomladanske epidemije. Takrat, ko je vladala panika, ko je vladala infodemija, celo Svetovna zdravstvena organizacija, direktor je že 15. februarja dr. Ghebreyesus opozoril, da se ne borimo samo proti pandemiji, da se borimo proti infodemiji, cunamiju vsega tega, kar ste navedli, in da, ker nimamo ne zdravila, ne cepiva, je res edino orožje kvalitetna informacija. Tako da Urad za komuniciranje pri Vladi Republike Slovenije, ki je dal pobudo za ta centraliziran klicni center, in seveda vsi deležniki od Ministrstva do zdravja, javne uprave, infekcijske klinike, NIJZ in tako dalje, se mi zdi, da je bilo res mogoče na začetku naključno, potem pa seveda izplen tega resnično nek odličen, dobre prakse, ki je seveda zdaj tudi upeljan v nov državni načrt v primeru ponovne epidemije.
Med epidemijo so bili sila pomembni tudi mediji, informiranje skozi medije. Tukaj seveda je v prvi vrsti pomembnost, verodostojnost medija, ki podaja neke informacije sploh v takšnih razmerah. Se pa zastavlja vprašanje, kje slovenski državljani, Slovenci iščejo te informacije, kje so jih iskali, morda vprašanje za gospod Božič-Marolt, kje so Slovenci iskali informacije povezane z epidemijo? So te informacije dobivali več od klasičnih medijev, so se zatekali na družbena omrežja? Kako je s tem? Hvala za vprašanje. Če dovolite, glede na to, da bom tokrat bolj govorila tisto, kar vem, ne kar mislim, sem si dovolila pripraviti par podatkov, ki izhajajo iz naših raziskav in se bom zdaj poskusila takole, vidimo. Skratka, par podatkov, ki temeljijo na naših raziskavah, ki izhajajo iz reprezentativnih vzorcev, kar pomeni, da tudi anketiramo izbrani vzorec ljudi in pridobimo odgovore tudi od tistih, ki se morda ne bi javili samodejno na telefonu, kot so se v tem primeru vsaka čast, da ste se tako organizirali z klicnim centrom in odgovarjali na 50.000 vprašanj. Razlika med vašo dejavnostjo in našo dejavnostjo v tem konkretnem primeru je ta, da smo se mi ukvarjali in se že 28. leto ukvarjamo z zbiranjem podatkov preko različnih metod, se pravi, ali so to osebni intervjuji, ali so to telefonski ali spletni intervjuji, ampak na reprezentativnih vzorcih zato, da lahko iz teh podatkov potem sklepamo na celotno populacijo. Zdaj bom jaz poskušala, screen sharing, ja, bom poskušala, ne vem, zakaj mi to ne gre. Ja. Zakaj sem si drznila vključiti podatke o vseh vrstah medijev? Preprosto zato, ker pogosto dobivamo občutek, da se s pojavom interneta pomen vseh ostalih medijev bodisi je celo izničil ali zmanjšal. V resnici temu ni tako. Na sliki vidimo tako imenovane dosege medijev v Sloveniji. Doseg pomeni odstotek ljudi, ki določeno vrsto medija spremlja redno. V prvem sklopu stolpcev vidimo, da v populaciji 84% ljudi spremlja televizijo, v drugem 92% internet kot tak, pri čemer opozarjam, da v tem primeru, ko govorimo o internetu, govorimo pač o vzporednem svetu, ne glede na to, kaj ljudje na internetu počno. Še vedno v populaciji 23% bere časnike, 68% spremlja internet preko mobilnih naprav in še vedno 74% ljudi posluša radio. Podatki temeljijo na reprezentativnih vzorcih populacije od 15. do 75. leta starosti. So pa seveda razlike po različnih starostnih skupinah, ki jih v marketingu imenujemo generacija baby boomerjev najstarejši, X, Y in Z najmlajši. V minutah je slika takšna, da še vedno 2 uri in 11 minut v povprečju gledamo televizijo, 2 uri in 46 minut spremljamo internet klasično in 1 uro in 44 minut na spletnih, na mobilnih napravah, 2 uri in 13 minut poslušamo radio, časnike beremo 26 minut in revije 20 minut. Vsega skupaj, glede na to, da smo multifunkcijski in da spremljamo tudi več medijev hkrati, več kot 9 ur v povprečju povprečni prebivalec Slovenije oziroma prebivalka preživi v Sloveniji z mediji. Temu povprečnemu številu ur spremljanja medijev na dan je seveda veliko pripomoglo tudi spremljanje preko interneta. V podrobnosti po različnih generacijah ne bi zahajala, lahko pa samo na hitro pogledamo, da s starostjo gledanost televizije upada,
oziroma s starost, bolj kot so mladi upada, se pravi, starejša populacija spremlja televizijo več, mlajša manj in obratno z internetom, ampak vse generacije so prisotne na vseh medijih, ni izključno internet tisti, ki bi diktiral naš tempo. Torej, če se ustavimo pri internetu z uporabo in s pojavom interneta, se je namreč več in bolj začelo govoriti o dezinformacijah, ne samo na temo COVID-a, pač pa tudi o tako imenovanem fake newsu. Skratka, 95% spremlja internet, ga uporablja, med najmlajšo Z generacijo 100% in tudi med najstarejšimi starimi nad 56 do 75 let celo 87%. Tekom dneva zgleda situacija takšna. Skratka, največ spremlja internet tekom dneva najmlajša generacija, tekom zgodnjega večera okrog 18. ure je celo 40% in več mlajše generacije na internetu. V povprečju pa vidimo, da se že okrog 15% populacije tekom dneva nahaja na katerikoli spletni platformi. Med medijskimi spletnimi platformami bi v tem primeru posebej izpostavila družbena omrežja, za katere podatki vidimo, lahko rečemo, da so nas že omrežila. Facebook v Sloveniji spremlja 65% ljudi, YouTube 44%, Instagram 26%, tukaj je malce nerodno prikazano, je pa podatek pravi, skratka Twitter 8, Snapchat 8, LinkedIn 5 in pa TikTok med eno najnovejših omrežij 3% ljudi. Že spet vidimo velike razlike med generacijami, ampak kar želim vendarle povedati je, da tudi najstarejši uporabljajo družbena omrežja, mladi pa z njimi praktično živijo in dihajo tekom celega dneva, kot sem pokazala v prejšnji sliki. Koliko pa se prepletajo različne uporabe in spremljanja različnih vrst medijev, vidimo iz tabele, ki jo ravnokar prikazujem za splošno populacijo. Skratka, vidimo, da med tistimi, ki gledajo televizijo, jih še vedno 3/4 posluša radio, 1/4 bere časnike, polovica revije in jih skoraj 100, torej ali pa 90 dobrih odstotkov spremlja internet. Prav tako med uporabniki radia vidimo različne spremljanja drugih vrst medijev. Pri najmlajši generaciji Z je pa razlika ta, da tudi oni gledajo televizijo in spremljajo druge medije, medtem ko vidimo, da so ves čas praktično v 100% na internetu. Nikakor pa ne moremo in smemo trditi, da mladih na drugih medijih ne najdemo več. Skratka, danes ne samo zaradi COVID-a, ampak zaradi sporočanja katerihkoli vrst informacij pride v poštev dejansko kombinacija vseh medijev in bi bilo pomanjkljivo osredotočanje na eno samo vrsto medija. Pri baby boomerih, tako imenovanih, torej pri najstarejši generaciji, pa je slika obratna, torej televizija je tista, ki jo skoraj v 100% spremljajo vsi, hkrati pa vidimo, da poslušajo tudi, gledajo, spremljajo druge, berejo druge vrste medijev. No in če si kot enega izmed bodisi nosilcev vzporednega družbenega življenja ali nosilnih kritikov dezinformacij v zadnjem času, pogledamo strukturo Facebook uporabnikov. Vidimo, da so nekje moški in ženske prav enakomerno zastopani, da je med uporabnike Facebooka mnogo več višje izobraženih, starostno so enakomerno razporejeni, malce več je urbane populacije in pa precej enakomerno razporejeni glede na zastopanost v populaciji, tudi na dohodkovno
plat. Bi pa izpostavila še podatek, ki je za tukaj prisotne in pa tudi za ostale, ki sledijo današnjemu klepetu, pomemben podatek, da kar 35% uporabnikov Facebooka pogosto razpravlja o politiki, medtem ko se zanimanje razpreda od manjšega do večjega. Podobno pri Twitterju, ne bom govorila o podrobnosti, ampak med Twitteraši, torej ne samo tistimi, ki objavljajo sporočila, pač pa med uporabnike Twitterja štejemo tudi tiste, ki samo spremljajo to družbeno omrežje, pa so pretežno moški, tu si ne bi upala zdaj trditi, da bomo med njimi več obolelih, ker smo prej slišali dr. Matičičevo, da so moški bolj dovzetni za COVID šalo na stran. Skratka, je več moških kot žensk, sicer pa tudi bistveno več urbane kot ruralne populacije. No in med Twitteraši pa jih kar 57%, torej več kot polovica, videli smo pa, da jih je manj v populaciji, spremlja oziroma razpravlja o politiki. Da se ne bi tozadevno osredotočali samo na družbeno omrežje, sem prosila kolego Janeza Jereba, da pripravi tudi podatek iz tele naše raziskave Mediana TGI, podatki pa vidite, da v tem primeru temeljijo na 3646 respondentih in so najnovejši možni. Skratka, si pogledamo še strukturo gledalcev televizije Slovenija pri program, vidimo tudi malce več moških, tudi pretežno višje izobraženi, malce več urbane populacije in med njimi je 46% tistih, in takšnih, ki pogosto razpravljajo o politiki v najširšem pomenu besede. Pa še en aktualen podatek, verjetno ste, če niste vi direktno, je pa slovenska javnost spremljala pogosto objavljanje rezultatov raziskav, ki smo jih snovali in izvajali na Mediani in posredovali slovenskim medijem, ker smo menili, da ima javnost pravico do korektne obveščenosti, smo snovali in izvajali korektne raziskave, mediji pa so jih večinoma tudi korektno uporabljali. Se pravi, na temo COVID-a, kaj menijo ljudje o tem, kako se z njim spopadajo, kako se soočajo z delom na domu, kdaj vidijo, da bi se korona kriza končala in kakšne bi bile posledice, teh podatkov ne bi danes predstavljala. Je pa najnovejši podatek, ki smo ga ravno kar v tem tednu, mislim, da posredovali in mediji objavljali, o nošenju mask, iz katerega sklepamo, da večina pogosto, vedno oziroma ponavadi v Sloveniji vendarle uporablja zaščitne maske. Direktno na temo COVID-a so pa večinoma mediji, ki sem jih prej omenjala in naštevala, te informacije tudi posredovali. Toliko o velikostih občinstev, ker se pogosto zgodi, da tudi v slovenskih medijih in med slovenskimi intelektualci slišim, vidim podatke, ki jih uporabljajo iz drugih držav, zlasti iz Amerike ali iz katere iz evropskih razvitih držav. Se pravi, enaki ali podobni podatki, s katerimi lahko razpolagamo iz tujine, o spremljanju medijev, obstajajo in so na voljo tudi v Sloveniji, kar ni nepomembno za vse komunikatorje oziroma subjekte, ki želijo karkoli sporočati katerikoli javnosti. Toliko z moje strani za zdaj. Hvala za te izredne podatke. Morda samo še prošnja, da umaknemo tole predstavitev, tako da se bomo spet vsi videli. Hvala. Seveda se posebej pri družbenih medijih zastavlja tisto večno vprašanje in v času pandemije je bilo spet aktualno. Če imajo klasični mediji nek sistem uredniške politike, neke zakonodajne okvirje, se pri družbenih medijih še vedno išče pravi odgovor, kje je tista možnost zamejitve, ki ne posega v svobodo govora in hkrati omejuje določene
negativne prakse, ki se tam pojavljajo. Morda vprašanje za gospod Jovevo. Ste članica odbora za kulturo, prav ta je pristojen za medijsko zakonodajo. Tukaj seveda je vprašanje, ne, kako v vašem odboru gledate zdaj na to vprašanje regulacije družbenih omrežij? Se jih da? Je tukaj preveč cenzure? Je tukaj sploh moč postaviti neke meje? Najlepša hvala za vprašanje. Ja, mi se kar precej, predvsem zadnje čase, pogovarjamo točno o tem. V pripravi sta v bistvu dva nekako svežnja, ki gresta z roko v roki, in sicer to sta akt o digitalnih storitvah in akcijski načrt za demokracijo. Torej, ta dva svežnja bosta govorila tudi o regulaciji, ki ste jo omenili. Mi smo v bistvu na odboru že pripravljali določene zadeve kot neko mnenje. Jaz sem bila poročevalka v senci za 3 mnenja v zvezi z aktom o digitalnih storitvah. Samoregulacija je pomembna, ni pa zadostna, vsaj po mojem mnenju ne. In jaz verjamem, da neka regulacija bo morala biti seveda vzporedno s tem, da odgovornost prevzamejo tudi platforme, in tokrat jo končno vendarle prevzemajo, po mojem mnenju veliko bolj, kot so jo prevzemale recimo pri kakšnih drugih krizah, ki smo jim bili priča v preteklosti. Lahko omenim morda migracijsko krizo. Takrat je bilo tudi ogromno nekih dezinformacij in tudi infodemije že takrat, ampak se mi zdi, da nismo tako resno pristopili k stvari, kot pristopamo zdaj. Tako da to je vse dobrodošlo. Pripravlja se tudi zakonodajna podlaga, torej da bi se uzakonila vsaj recimo dobra praksa, ki jo v tem primeru platforme že vzpostavljajo oziroma izvajajo. Twitter je tukaj mogoče izpostaviti v smeri oziroma v povezavi s predsednikom ZDA, ker so njegove določene informacije, ki so bile napačne ali zavajajoče, zbrisali, kar je zelo dobrodošlo. Potem tudi Facebook se mi zdi, da zelo pridno briše tiste zadeve, ki so napačne, tako da res se veliko dela na tem, tudi v povezavi z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Tokrat in ti akti bodo v bistvu nekako šli tudi v smeri, seveda jasno nam je, da je ta meja tenka, da to ni tako enostavno in da obstaja seveda svoboda govora, ampak nekje pač to mejo treba določiti, in v tem primeru je po mojem popolnoma jasno, kje ta meja mora biti. Torej, algoritmi morajo biti bolj pregledni, mora biti popolnoma jasno, od koga prihaja informacija, torej ali je recimo tudi plačana, sponzorirana ali ne, da se točno ve, od koga je kaj. Seveda tukaj je tudi sovražni govor, vprašanje, ki je pomembno tudi v primeru COVID krize. Tako da veliko je nekih stvari, ki dejansko res poskušamo reševati, in jaz verjamem, da jih bomo rešili in tudi na koncu uzakonili, ker kot rečeno, samo regulacija platform ni dovolj. Zdaj jaz mislim, da je tukaj odgovornost politike ne samo v tem, da sprejemamo določene zakone in predloge, ampak tudi v nas samih, torej v našem obnašanju in v naši komunikaciji. Jaz moram reči, mislim, klicni center je super stvar. Stroka, bilo je že rečeno od profesorice Matičič, da preprosto niso vedeli vsega in je logično, da se je potem stvar razvijala, ampak komunikacija na politični ravni je bila po mojem mnenju pač neprimerna, no? Zato, ker se niso znali očitno dogovoriti med sabo, kako in kaj, in so ljudje prevečkrat slišali z ene strani nekaj, z druge strani nekaj drugega, in je tudi to po mojem mnenju doprineslo k še več teorijam zarote, k še večjemu nezaupanju, in da so ljudje pač začeli verjeti kakšnim drugim stvarim lažje, kot recimo nekomu, ki bi moral to predstavljati na politični ravni, pa nekako ni znal primerno ali pravilno predstaviti, oziroma je vsak po svoje nekaj govoril. Tako da odgovornost je tudi na nas samih v našem obnašanju in komunikaciji. To je začetek. No, o politični odgovornosti bomo še nekoliko več govorili malo kasneje. So se pa v času epidemije in še vedno se pojavljajo
težnje, ki niso tako nove, to so težnje po vseeno nekem nadzoru nad mediji. Nekateri svetovni, tudi evropski voditelji so s pridom uporabili, da tako rečem, izredne razmere. Z področjem dezinformacij in medijske svobode se ukvarja tudi Odbor za notranje zadeve in državljanske svoboščine, katerega članica ste vi, gospa Fajonova. Tukaj čakamo zdaj eno poročilo. To je poročilo poljske poslanke Adamović, ki govori o krepitvi medijske svobode, varstvu novinarjev v Evropi, sovražnem govoru, dezinformacijah in seveda vlogi platform. Čakamo na to poročilo. To poročilo ima, kolikor vem, 300 dopolnil, še vedno je v obravnavi. Kaj so tisti vidiki poročila, pri katerih se še najbolj krešajo mnenja znotraj odbora, in je to res tako velik, trd oreh, ki ga evropski odbori ne zmorejo s takšno lahkoto pregristi? Najprej hvala lepa za izjemno zanimivo razpravo. Uživala sem v poslušanju obeh prvih sogovornic, ki sta strokovnega vidika opozorili predvsem na pomen, kako pomembna je v času epidemije kakovostna informacija, kako pomembna je vloga neodvisnih in svobodnih medijev in da imajo ljudje zanesljive informacije, da vsake dezinformacije oziroma širjenje strahu z nejasno komunikacijo lahko povzroči ravno nasproten učinek, da ljudje v resnici ne upoštevajo več ukrepov. Če je veliko nejasnosti, se pojavljajo različne teorije zarote ali ljudje preprosto ne zaupajo. Meni je bilo zanimivo od začetka, ko je izbruhnila ta epidemija, spremljati odzive raznovrstnih politikov. Verjetno se spomnite ameriškega predsednika Trumpa, ki v enem prvih svojih sporočil nakazal, da bi lahko razkužilo zdravilo tudi epidemijo in podobno. Zdaj, želim veliko zdravja predsedniku, ki se je danes znašel sam z koronavirusom, svojo soprogo. Upam, da se mu ne bo to vrnilo kot bumerang, ker bo vendarle zdaj bodo ljudje drugače spremljali in tudi v Ameriki se je drugače naredil ta preobrat. Te dezinformacije, tudi vidimo, kaj ljudje širijo po socialnih omrežjih, nekateri videoogledi, ki sprožajo teorije zarote, tudi v naše roke so prihajali, so imeli milijonske oglede na nekih platformah. Z Evropskem parlamentu to je izredna situacija ali nepredvidljiva situacija, se tudi že sama nekaj let ukvarjam z širjenjem dezinformacij, tudi sovražnega govora. V prejšnjem mandatu smo imeli eno strokovno skupino za boj proti ksenofobiji, nestrpnosti, lažnim novicam. To seveda ni nov fenomen, predvsem ne dezinformacije, ampak z internetom se pa to zelo naglo širi. In pred kratkim je prišel ven zelo dober dokumentarec, ki ga priporočam, Socialna dilema, kaj pomenijo socialna omrežja, koliko nestrpnosti, nekega razkroja vrednot so prinesle v družbo. Kako lahko mi upravljamo z platformami. Mi smo šli že takrat v poskuse pritiska na velike platforme, kot so Facebook, YouTube, Google, da so uvajali svoje etične kodekse, svoje moralne vrednote, da so umikali vsebine z sovražnim govorom, z dezinformacijami. Vendar se mi zdi, da smo na koncu uporabniki tisti, ki smo zelo hitro ujetniki, če ne znamo več ločiti od tega, kaj je laž, kaj je resnica. In to je danes, se mi zdi, postala naša realnost, da smo v teh socialnih omrežjih zlasti priča temu, da nas različni algoritmi, različni okolja postavljajo v neko svojo realnost, kar je zelo nevarno. Zdaj, kar mene še posebej skrbi, je, da so vse te dezinformacije, o katerih govorimo, ali tudi sovražni govor, to rada zraven povem, tudi sama sem v politiki, tako kot Irena, večkrat tarča hudih udarcev, nizkih udarcev ali nesprejemljivih, da je to postalo danes tudi del mainstream medijev včasih in del mainstream politike. In ko se to pojavi, ko tisti, ki se javno pojavljamo in javno nastopamo,
uporabljamo tak govor, namesto da bi bili zgled, se mi zdi, da močno zastruplja ozračje. To je ena stvar. Za zakonodajo seveda lahko marsikaj naredimo, ampak za socialnimi omrežji pa dejansko se mi zdi, so vedno nekako korak pred nami. Predvsem osveščanje. Mi smo imeli primere v volilnih kampanjah, tudi za Cambridge Analytica, kako so zlorabljala velika podjetja, multinacionalke. Danes je dejansko tisti, ki poseduje osebne podatke, je to novo zlato. Upravljati z podatki v volilnih kampanjah, v zlorabo različnih interesov, se mi zdi, da je nekaj, proti čemu se morajo boriti tako mi v politiki, tako tradicionalni mediji, tako skozi neko izobrazbo pri otrocih, da vejo, kako sploh spremljati internet, druga omrežja, da znajo ločiti resnico od laži. Več korakov je tukaj, smo jih v Evropskem parlamentu začrtali. Eno so platforme, drugo je vzgoja otrok, drugo je, kako se tradicionalni mediji lahko zaščitijo s tem, da imajo svoje sisteme, da preverjajo informacije, da dajo kontrainformacije. Velik izziv je nasploh za družbo. Hvala za to. Pojdimo zdaj na to odgovornost politike. Dezinformacije, manipulacija z informacijami, seveda za neko politično korist ni nekaj novega. Epidemija je prišla komu še kako prav. Morda vprašanje za dr. Matičič. Tukaj je glavno vlogo v spopadanju z virusom ima stroka. Jo je znala, pa ne mislim slovenske politike, ampak politiko širše, svetovno gledano. Jo je znala politika, stroko namreč, dovolj podpreti, dovolj poudarjati v bistvu informacije, ki jih daje stroka, ne, in se nekako umakniti od svoje politične agende. Je imela stroka tukaj dovolj podpore? Morda, če se samo tako, oglasite tudi z glasom. Se upravičujem, ravno to je bila moja iztočnica ravno v predhodnem odgovoru na vaše vprašanje, namreč, kot rečeno, gre za grožnjo vsemu svetu, vsem nam, nekateri jo sicer ne priznavajo, pa vendarle obstaja, iz prve roke vam lahko povem, in res je vstopil skupaj v svet. In ne bi bilo seveda to možno brez podpore politike, torej znanost, tehnologija in seveda tako gospodarstvo s svojim finančnim vložkom kot tudi politika so na določenih področjih tega znanja o COVID-u stopili skupaj. Imamo kar nekaj izredno dobrih primerov za to in en najpomembnejših je odnos do cepljenja, do cepiva, nastanek cepiva. Namreč nemogoče, do sedaj najhitreje narejeno cepivo je bilo cepivo proti mumpsu, 4 leta in pol je trajalo, kar je bilo enormna hitrost za razvoj varnega, učinkovitega cepiva. Tukaj že govorimo, še 1 leto ni naokoli, pa že pričakujemo in najbrž zelo realno, da bomo imeli na voljo vsaj v začetku 2. leta tako vrsto cepivo, ki bo primerno za uporabo. Kako je to mogoče? Dejansko so se vlade povezale z znanostjo, s proizvajalci, naredile en konzorcij za finančno spodbudo, za strokovno spodbudo, tehnično spodbudo in tudi seveda v sodelovanju Svetovne zdravstvene organizacije za, ko bo cepivo na voljo, razpečevanje, enakovredno in enakomerno razpečevanje tega cepiva. Lahko si predstavljate, da so si bogate države takoj rezervirale odmerke cepiva, ki ga sploh še ni bilo tu, a ne, tiste revnejše seveda tega dejansko niso mogli narediti, tako da je tu vmes stopila celo Svetovna zdravstvena organizacija, se povezala z vladami tako bogatih, srednje bogatih kot revnih držav, tako da zdaj ta konzorcij držav zajema že mislim, da okrog 150 držav, 64% celotnega prebivalstva, ki bo imelo dostop do tega cepiva po enem načelu pravičnosti in strokovne indikacije. Zato se pravi en čudovit primer možnega sodelovanja vseh struktur,
ki lahko kakorkoli pripomorejo k temu. Drugače pa na samem strokovnem področju seveda so spodbude vlad, kako bi sploh vedeli, kako bolezen poteka. Se veste, da rabimo ogromno število bolnikov, da vidimo, kakšne so značilnosti. Recimo sama poznam primer bolezni jeter, ali so kronična jetrna bolezen nevarna za hud potek bolezni. Takoj so se ustanovili veliki državni registri, enega upravlja Oxfordska univerza, druga univerza v Severni Karolini, Združenih državah Amerike. Podpora vlad je tukaj, podpora seveda znanosti in tako deluje. Torej, to je res unikat. COVID je marsikaj dobrega, če smem reči, collateral benefit, združevanje stroke, združevanje, če smem reči, tudi politike in stroke, mislim čisto iz drugih virov, zelo kliničnih, ampak tukaj pa seveda lahko z veseljem povem, da je do tega prišlo in prihaja. Prej smo že omenili Trumpa, ki je seveda za svojo današnjo oziroma nocojšnjo novico, da je tudi sam skupaj z ženo Pozitivn nekako zelo aktualno zasekal v to našo današnjo razpravo. Tudi zaradi tega, ker je bil eden glavnih kritikov spopadanja z to boleznijo, ni bil osamljen. Tukaj so bili tudi drugi predsedniki, ki se sedaj v državah seveda soočajo z podobno situacijo, ampak če pogledamo recimo primer Združenih držav Amerike in primer Brazilije, recimo, ki je prav tako takšen primer, kjer je predsednik tudi zelo negativno nastopil proti priporočilom stroke. Na eni strani imamo klasične medije, ki seveda poudarjajo stroko. Na drugi strani imamo družbena omrežja, družbene medije, na katerih so ti novodobni predsedniki še kako prisotni. Morda vprašanje za gospod Božič Marolt. Prej smo gledali, koliko slovenskih državljanov je prisotnih na katerih medijih, koliko pa blagovna znamka oziroma to, da je medij verodostojen, da mu ljudje verjamejo ne zgolj v vprašanju epidemije, ampak tudi na splošno. Koliko je to vplivalo koliko je blagovna znamka pomembna za neko širjenje informacij pravih ali pa morda na drugi strani dezinformacij? Hvala za vprašanje. V Sloveniji se bomo osredotočili na konkretne podatke. Se je izkazalo, da je vendarle slovenska javnost največjo stopnjo zaupanja imela v javni RTV servis. In to ne samo v televizijo, tudi v radio in tudi v spletno stran MMC, ki je pod okriljem javne RTV Slovenija. Medtem ko je moje vprašanje predvsem to, ali je resnično potrebno, da javni RTV servis posreduje, včasih celo začenja informativne oddaje z nekaterikrat tudi nepreverjenimi informacijami s Twitterja. Jaz sem jasno pokazala, da v Sloveniji 14% uporablja Twitter. Se pravi, je nekje velikost občinstva vendarle podhranjena v primerjavi z velikostmi občinstva javne RTV Slovenija. Tako da tu je dilema in bom rekla, kot raziskovalka se s tem na Mediani nisem ukvarjala, niti se nismo ukvarjali. Mislim pa, da vse to, kar smo slišali od Joveve in Fajonove, da je pomembna tema razprave, koliko je primerno, da klasični mediji, zlasti javni RTV servis, posreduje informacije iz družbenih omrežij. Tako da dejstvo je, da blagovna znamka, torej ugled medija, pripomore k verodostojnosti in zanesljivosti in stopnji zaupanja v informacije, kar pa ne pomeni, da ljudje z manj verodostojnimi informacijami in mediji nimajo opravka in da ne razburkajo javnosti kot take. To je spet vprašanje, regulativno vprašanje za naši evropski poslanki. Zdaj, pred parimi dnevi smo lahko brali vse evropsko poročilo o stanju pravne države. Tudi tam je
so razmere na medijskih krajinah znotraj Evrope začrtane, omenjene, tudi problematika dezinformacij. Pandemija COVID-19 je vsekakor razgalila vse tisto, kar se na medijski sceni svobodnih pluralističnih medijev odvija že vrsto let. Čaka se seveda na neke ukrepe. Ugotovili pa smo tudi že, da je recimo kodeks Evropske unije za ravnanje glede dezinformacij pomanjkljiv. Samo regulativna narava tega je več kot očitna. Nima nekih pravno obvezujočih posledic za spletne platforme. Kaj bi torej? Morda vprašanje za obe, pa najprej za gospo Jovevo. Kaj bi morala Evropska unija še narediti, da bi recimo internetne platforme, slišalo se bo kruto, ampak prisilila v večjo odgovornost? Je moč sploh državljane prisiliti, platforme prisiliti? Če sem čisto realna, 100% zagotovo ne, ker bilo je že rečeno, da nas prehiteva čas in tudi v tem primeru socialna omrežja pač prehitevajo. To ne pomeni, da se ne da narediti čisto nič. Seveda so določene pomanjkljivosti, ampak ravno zato se vse te pomanjkljivosti upam, da bodo uredile v prej omenjenih aktih, torej akcijski načrt za demokracijo in predvsem akt o digitalnih storitvah. Zdaj, kar se tiče mogoče Twitterja, bi jaz tle rada samo rekla, da se meni zdi, jaz nisem ravno oboževalka Twitterja, ampak ne zaradi Twitterja kot takega, pač pa ravno zato, ker svetovni voditelji to izkoriščajo za orodje za neposredno komunikacijo z državljani, vmes pa ni neke kritične presoje, se pravi presoje v tem primeru recimo novinarjev. Tega manjka precej in meni je žal, da je to temu tako, ker je potem tudi Twitter neke vrste medij. Zdaj, kakšen medij je potem drugo vprašanje, ker pač njegova narava je deljenje sporočila, ki je pomembnejša od dejanske vsebine sporočila, ali je resnična ali ne. Zdaj, jaz resnično mislim, da na evropski ravni pač počnemo, kar se da. Ne moremo pa mi prepovedati oziroma prisiliti 100% v tem smislu, da ne vem, mislim, ta sovražni govor že tako ali tako se kregamo, kaj je sovražni govor in kaj ni sovražni govor. Po mojem mnenju je sicer to čisto enostavno, zato ker če meni nekdo reče, da sem neumna in ker ne vem, kje je Bruselj, to pač ni sovražni govor, ampak je čista dezinformacija v obeh delih stavka. Če mi pa nekdo reče, da sem neumna, ker sem po poreklu Makedonka, je pa to sovražni govor. To je čisto enostavno in jaz ne morem razumeti, zakaj se tega ne da tako enostavno pač razločiti nekaterim, oziroma vem, imajo pač politične interese. Pač v tem delu, če mi reče nekdo, da sem neumna, ker sem po poreklu Makedonka, je res samo zadnji del, ampak celoten stavek skupaj je pač sovražni govor. To so neke take stvari, v katerih se tudi mi kregamo, to moram reči, tudi v Evropskem parlamentu, ker imamo tudi tam kolegice in kolege, ki preprosto gradijo na takšni retoriki in jim pride prav sovražni govor in Twitter oziroma orodje kot tako, da torej ni neke kritične presoje. In ker je na koncu vedno nek kompromis, mora biti politični kompromis, jaz ne morem reči, da sem tukaj optimistična, da bomo ta virus infodemije pozdravili. Lahko ga pa zdravimo, če smo že pri virusih. In ga moramo zdraviti, ne da ga lahko, moramo ga. Tako da tukaj konkretni koraki, po mojem mnenju, se delajo. Ne samo z vidika Evropskega parlamenta, ampak tudi z vidika platform, kar je dobrodošlo in po mojem, če bomo združili oboje, bomo dosegli lahko veliko več. Vedno pa bodo obstajali, nažalost, politiki, ki bodo to izkoriščali, ampak tukaj je potem toliko bolj pomembna medijska pismenost in ozaveščenost ljudi, zato da so potem oni tisti, ki rečejo, to ni res in pač zaključijo. Prav tako mediji, da se potem s tem niti ne bi ukvarjali. Bom nekoliko drugače obrnil vprašanje za gospo Fajonovo. Se morda z malo preveč upanja oziroma proti Bruslju, da bo rešitev prišla zgolj iz pravnih aktov. Je potrebno narediti morda tudi v samem sistemu, bom kar tako direktno rekel, izobraževanja morda, ali pa neke državljanske vzgoje več za to, da bodo ljudje kritično pretresali ne zgolj klasične medije, še toliko bolj informacije,
ki jih dobijo na spletnih platformah. Jaz sem že prej omenila, kako sta pomembna medijska vzgoja, že od majhnega, tudi to osveščanje oziroma pismenost, kar je Irena omenila, absolutno. Zdaj, včasih regulative, vse, kar je zapisano, ne velja tudi zato, ker ne znamo brati ali ne spoštujemo ali ni izvajano. Se mi zdi najprej začeti treba pri sebi, da se osveščamo, da na to opozarjamo najmlajše na prvem mestu, predvsem pa veliko odgovornost, še enkrat, ali največjo nosijo mediji kot taki, mi v politiki in vsi seveda, ki javno nastopamo. Prej je bilo zelo dobro povedano, ne? Gospa Janja Božič-Marolt je omenila, zakaj mora tradicionalni mediji v narekovajih prenašati tudi sporočila s Twitterjev. En tak dober primer prejšnjega tedna, ko je Slovenska tiskovna agencija povzela tweet predsednika vlade, v katerem je napisal, da šlo je pa na kritiko sredinega predloga Evropske komisije, ko so objavili sveženj o migracijah. Napisal je, da od vsakega, ki si bodisi doma ali v Evropski uniji domišlja, da lahko druge sili v sprejem ilegalnih migrantov, pričakujem, da bo najprej sam v svojo veliko hišo ali vilo sprejel vsaj 2. Dodal je, da to pričakuje tudi od voditeljice, mene osebno, ki bi bila solidarna na vaš račun o 15.000 evrov, milijonski hiši in okradeni vili. To je bil tweet predsednika vlade ob objavi svežnja migrantske zakonodaje. V tem tweetu je vrsta neresnic, laži. Jaz sem takrat predsedniku vlade si drznila napisati nazaj, veste, na takem položaju. Eno je imeti avtoritativni, aroganten komunikacijski pristop. Drugo pa je, ko si privoščiš laži, ko prebereš migrantsko zakonodajo, nihče nikogar ne sili vzeti v hišo, mislim, da bi si moral najprej prebrati in pravilno skomunicirati. Nazadnje to prevzame Slovenska tiskovna agencija. Te stvari mene resno skrbijo, ker tu odgovornost nosimo politiki in pa seveda neodvisni državni mediji v tem primeru. Zakaj to opozarjam? Ker to je eden sam minimalni primer. Z Ireno smo obedve večkrat opozarjali, kako sva tarči raznih sovražnih govorov, pa tudi drugi politiki, jaz se tega zavedam. Kakšne imamo za to mehanizme? Eno je seveda medijska pismenost, osveščanje, regulative in tako naprej, ampak ljudje kot uporabniki na drugi strani informacije v glavnem prevzemamo s čustvi, na tisto prvo žogo. In ko enkrat ta informacija povzeta oziroma v naših možganih, še kako jo demantiramo, zatem je zelo težko doseči učinek. Če gremo z različnimi mehanizmi zoper laži, običajno to traja zelo dolgo, z demantiji preko medijev, z zasebnimi tožbami, ki trajajo leta, škoda je narejena. Jaz sem v zadnjem času večkrat, ker sem se 3 leta ukvarjala tudi z migracijami, imela toliko tudi groženj smrtjo, da sem začela prijavljati primere na policijo, ampak dejstvo je, da tudi tam veliko ne dosežemo. Marsikaj bi lahko pokazala, kaj se dogaja po socialnih omrežjih, predvsem se moramo res zavedati o odgovornosti v tem primeru, ki jo vsi nosimo in ravnati temu primerno. Če smo začeli z stroko, bomo konec našega pogovora, počasi se približuje ura, ko ga bomo morali zaključiti, prav tako končali s stroko. Govorili smo o odgovornosti politike, ampak dr. Matičič, tudi iz vrste stroke ali pa vsaj tistih, ki v nekem splošni javnosti veljajo kot stroka, je prišlo tudi kar nekaj nasprotujočih si informacij. Verjetno tudi strani, bom tako morda za vas neprijetno rekel, vaših kolegov, zdravnikov, doktorjev, ljudi, za katere verjamemo, da stvari poznajo, je prišlo cel kup informacij, ki so morda še dodatno zmedle državljane. Tudi tukaj je ena posebna odgovornost. Ja, to je res in hvala, da ste načeli to temo, ki nas seveda predvsem tiste, ki smo najbliže tej bolezni po poklicni plati, zelo, zelo žalosti. Morda je vzrok, če poskušam najti opravičilo, v tem času, ki je naš sovražnik, ki ne dovoli znanosti, da bi dala hitro eksaktne podatke.
ampak dejansko bodi si, da je to stroka, bodi si, da ni stroka in še toliko bolj žalostno, če stroka daje dezinformacije, tale obdobje COVID, bi mu lahko rekli ne homo homini lupus, se pravi človek človeku volk, ampak homo homini virus, človek človeku virus, zato ker je resnično to zdaj eno res prav posebno vulnerabilno obdobje človeškosti in človečnosti in se mi zdi, da stroka bi še toliko bolj morala tukaj biti solidarna z znanostjo in s tistim, kar pravzaprav vemo. In če lahko res, ker vidim, da se približujemo koncu, postavim ogledalo tem dezinformacijam, namreč dezinformacije škodijo zdravju, ne zgolj čustvom, ne zgolj sodnim razpravam, ne zgolj politiki, zdravju, javnemu zdravju. Ogledalo bo ena druga epidemija, epidemija AIDS-a. Najbrž vsi dobro vemo, zakaj gre. Začela se je pred skoraj 40 leti, 81 leta je bila prvič neka diagnoza postavljena, ki je o tem govorila. Čez 5 let je bil šele virus odkrit, ki to povzroča. Čez 15 let smo dobili šele uspešno zdravilo, ki omogoča, da je danes to neka kronična bolezen, vendar boš do konca življenja uživati zdravila. Pa vendarle, čisto takoj, že v začetku 80-ih smo vedeli, kakšni so načini prenosa okužbe, med njimi tudi spolni prenos. Vulnerabilne skupine so bile tukaj prizadete. Vedeli smo, ni bilo zdravila, ni bilo cepiva, poznali smo pa način, kako se ubraniti okužbi. In to je varno, oprostite, da o tem govorim, ampak varno spolno življenje. Kondom. O tem se leta ni govorilo, čeprav bi se lahko preprečilo mnogo smrti brez cepiva in brez zdravila. 14 milijonov mrtvih, 33 tisoč okuženih, preden se je potem začelo z zdravili ta era smrtnosti spreminjati. In torej popolnoma lahko sporejam do neke mere to epidemijo zdajšnjo COVID, ker je bilo ogromno dezinformacij, ogromno teorij zarot, bolezen ne obstaja, se strani stroke seveda tukaj, ne zgolj laične javnosti, cepiva še vedno nimamo, ampak danes se nam to sploh ne zdi več problem. Vsi vemo, da je kondom zaščita, vsi vemo, da je varna spolnost, varen način vedenja. Tako da pravzaprav tukaj in zdaj pri COVID epidemiji nimamo cepiva, nimamo zdravila, ampak imamo pa način, kako preprečiti okužbo. Torej, ali se predajamo dezinformacijam in enostavno ignoriramo vse skupaj, ali pa enostavno spremenimo ali pa prilagodimo scenarij našega vedenja, pač glede na to, kje, na kakšen način, koliko časa smo v stiku z ljudmi in seveda, kajti vsak je lahko potencialno okužen, pa morda zato ne ve, ali pa celo o tem noče govoriti, ali pa o tem ne spregovori. Torej, moje dejansko izziv, ta vaše vprašanje je bil izziv, ampak moj odgovor je zelo jasen, bodimo odgovorni vsi, laiki in stroka, bodimo pošteni do sebe in do drugih in seveda upoštevajmo samo zanesljive in preverjene informacije in jih širimo naprej. Kakor je zguljena ta, če smem reči tako, fraza, pa vendarle samo skupaj nam bo to uspelo. Tukaj mislim tudi skupaj stroki in skupaj laiki. Še gospa Fajon je želela kratko repliko oziroma informacijo, če se ne motim. Se opravičujem, se verjetno bodo še druge sogovornice, ampak ravno ker je danes aktualna zadeva in vem, da so se obe za kolegico Ireno odzvali, pa mislim, da bo prišla tudi v medije najin češki kolega z vrst konzervativcev. Vondra je včeraj na Twitterju napisal po nogometni tekmi, kateri je sodil slovenski sodnik, je napisal, da je iskreno žalosten, ker je slovenski sodnik tako odsodil in da je vedno rekel, da so Slovenci oportunistične svinje. Naj pogledamo, kako se tudi obnašajo proti turistom, ki prečkajo Hrvaško in da se je to včeraj spet pokazalo. To se je včeraj zavrtelo po socialnih omrežjih, mi smo se danes tudi slovenski poslanci organizirali in odzvali, da je nesprejemljivo, šokirani smo bili nedopustno, poslali tudi predsedniku parlamenta pismo, da ustrezno ukrepa in sankcionira, ampak to je sovražni govor, to je politika, ki se ga poslužuje in ta danes je prizadela vse Slovence. Evropski parlament, v bistvu, če nadaljujem tukaj, tudi ni imun. Že v preteklosti, pa mislim, da je bili že takrat članica tudi parlamenta, ko je moral grški
poslanec zapustiti vrste oziroma zasedanje zaradi svojih komentarjev na pripadnike sosednje države, torej na Turke. Torej tudi vam v parlament se očitno to še kako... Tudi Poljak zaradi žensk. Tudi Poljak zaradi žensk. Če se vrnemo še nazaj k stroki, eno vprašanje je prišlo od teh, ki nas spremljajo, in sicer, zakaj je vlada 3. septembra COVID-19 uvrstila v skupino najbolj nevarnih bolezni. Tukaj naj bi, torej bolezni, katerih stopnja smrtnosti je 45 do 100%. Vprašanje pa je, kakšna je strokovna podlaga za sprejem takega odloka, ki naj bi imel za ljudi tudi finančne posledice, torej posledice prisilno cepljenje prebivalstva. To je verjetno vprašanje nekoga, ki ni najbolj naklonjen cepljenju, morda dr. Matičič. No, na kakšnih temeljih se je vlada za to odločila, kot rečeno, ne vem, zaradi tega, ker sem iz čiste stroke, sem klinik, ampak hvala pa za to pobudo, da spregovorimo o cepljenju, kajti torej vsi čakamo cepivo, cepivo je tukaj, 8 jih je zdaj v 8 kandidatov je v 3. klinični fazi razvoja, se pravi, res se približujemo varnemu, učinkovitemu in imunogenemu cepivu. Ampak cepivo ni rešitev za COVID, rešitev je cepljenje, kar pomeni, da moramo to cepivo dobiti in ga sprejeti, se pravi se cepiti. In dejansko so že gibanja, saj veste, gibanja proti cepljenju so povsod po svetu, tudi v Sloveniji proti raznim drugim cepivom, obveznemu cepljenju otrok in tako naprej. Stroka že dela indikacije, koga bo najprej potrebno prioritetno cepiti, seveda, da dobimo najboljšo zaščito, ampak vendarle populacije se tukaj močno razlikujejo in ena javnomnenjska raziskava je narejena. Če bi Angleži imeli ta trenutek cepivo, bi se jih 90% cepili, 85% Avstralcev, 72% Portugalcev, pa 64% Francozov. Za Slovence tega podatka ne vem, močno pa upam, da vkolikor bo seveda indikacija, bo ljudi sodili v skupino z velikim tveganjem, da se bodo tudi čim prej cepili. Če pa k temu prispeva ta vladni odlok, tega pravzaprav ne vem, ampak vendarle naj bo to apel, ko bo cepivo in ko bo na voljo, absolutno cepiti. Vprašanje za gospod Božič-Marolt. So ti podatki, kdaj jih lahko pričakujemo, koliko Slovencev bi se cepilo, ko se bo treba cepiti? Mi smo eno raziskavo na to temo delali pred poletjem, ko zadeva ni bila več toliko resna oziroma še toliko resna, ker se še nismo soočali z drugim valom. Takrat je samo nekaj odstotkov bilo pripravljeno sprejeti to cepivo. Smo pa ravno kar začeli danes raziskavo in bodo najnovejši podatki objavljeni v začetku tedna. Z veseljem jih bom delila z vsemi udeleženci in tudi, če bo kakršnakoli možnost, da jih boste objavili za širšo javnost, jih bomo posredovali. Hvala lepa vsem štirim. Naš čas se je tako nekako v tem medmrežju iztekel. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali na družbenih omrežjih. Preverjajte informacije. Dobro je vedeti več in dobro je vedeti prave stvari. Srečno. Hvala, srečno.